smo pri testih in pri strokovnosti, kredibilnosti teh testov, kako se ti testi izvajajo in koliko sploh stane tak test? Naša glavna naloga je, da ostajamo kredibilni, da ostajamo nepristranski in da dejansko z našimi testi ohranimo neodvisnost. Pri tem praktično delamo od vsega začetka, se pravi od priprave testa naprej. Za vsak test se pripravi zelo, zelo podroben testni program, v katerem je opisano, kaj se bo pregledovalo, na kakšen način, s kakšnimi pripravami in podobno. Na podlagi tega programa se potem izbere izvajalce testa, laboratorije, mogoče kakšne panele ljudi, potrošnikov ali pa strokovnjakov in se pač najde neodvisne laboratorije oziroma neodvisne inštitucije, ki nam pomagajo pri testiranju. Neodvisnost iščemo na ta način, da pač ne pregledamo tudi njihovo akreditacijo, če so akreditirani točno za ta izdelek, za testiranje tega izdelka, hkrati pa seveda ne smejo biti kakorkoli povezani s katerimkoli podjetjem, ki izdeluje ta izdelek. Potem vse izdelke pošljemo v laboratorij na preizkuse in v tem času pač se zagotovi anonimnost, kolikor je le mogoče, seveda pri določenih izdelkih je to težje, pri drugih lažje in na koncu pač dobimo neke surove rezultate in te rezultate takrat, če le, bom rekel, damo izdelovalcem, ki izdelujejo te izdelke, takrat damo možnost, da pogledajo rezultate, te objektivne meritve, če tako rečem, in jih primerjajo s svojimi, ker vsak izdelovalec nekako ima te podatke o porabi, o raznih zadevah in šele v tistem primeru ustvarimo prvi stik z izdelovalcem. Kajti vse izdelke, ki jih testiramo, kupimo v trgovini kot navadni potrošniki. To je recimo predvsem pri elektronskih izdelkih je na eni strani zelo pozitivno, ker s tem zagotovimo, da testiramo tisto, kar dejansko potrošniki kupijo in lahko dobijo v trgovini. Seveda pa ima tudi kakšno negativno plat, celotno testiranje traja približno 3 mesece ali pa še kakšen teden več in v tem času seveda vse te strokovne revije morda že objavijo teste teh izdelkov ampak pri teh testih gre večinoma za neke izdelke, ki so bili predprodukcijski, ki so morda celo namenjeni testiranju in zanje nikoli ne vemo, ali so zares enaki kot tisti, ki jih kupimo v trgovini. No, v zadnjem času tudi mi nekako poskušamo čim prej priti z testi določenih izdelkov na trg in v takem primeru včasih vzamemo tudi predprodukcijski izdelek, a ga potem še enkrat preverimo. In kar dostikrat se zgodi, da izdelek, ki smo ga kupili v trgovini, po določenih lastnostih vsaj delno odstopa od tistega, ki smo ga dobili neposredno, bom rekel, od izdelovalca. Recimo to se dogaja recimo pri zimskih pneumatikah, pri smučeh tudi. To so te sezonski izdelki, pri katerih dejansko moramo mi dobiti izdelek bistveno prej, kot je sploh na voljo lahko v trgovini, sploh če gre za nov izdelek. Skratka, potem, ko to vse preizkusimo, na zelo podroben način naredimo tabelo, to so ogromne tabele, v zadnjem času si seveda tudi pomagamo z bazo podatkov, kjer je vse to spravljeno in potem vsak lahko potegne ven samo tisto, kar dejansko rabi. In ta test je pač nekako s tem dokončan, preverimo še stanje na trgu, dodamo cene in objavimo v reviji za potrošnike, to je v Sloveniji revija VIP, ali pa na spletnih straneh, vedno pogosteje, ali kot test kot tak, se pravi s tabelo, ali pa kot primerjalnik, se pravi, ki omogoča malo več interaktivnosti uporabnika. Mogoče bi še to poudaril, da naši testi so v veliki meri mednarodni. Tukaj gre za sodelovanje številnih potrošniških organizacij. V organizaciji CRT jih je vključenih več kot 40 vsega sveta, od Avstralije, Azije, Evrope do ZDA. In ti primerjalni testi se delajo skupaj predvsem zaradi zmanjšanja stroškov. Recimo strošek testiranja nekega elektronskega aparata je recimo okrog 1000 do 1500 evrov, enega samega. Objavimo jih recimo v primerjalniku, imamo zdaj več kot 300 televizorjev in si lahko začunamo, koliko bi to stalo, če bi to počeli sami. Še najdražji testi so pa testi prehranskih izdelkov, kjer vključujemo mikrobiologijo ali pa kozmetičnih izdelkov. V tem primeru se cene dvignejo tudi na več kot 5000 evrov za en sam izdelek. V tabeli ponavadi objavimo nekje med 10 in 20 izdelki. Zelo dragi so tudi testi varnosti, recimo pneumatik ali otroških varnostnih sedežev ali pa testi Euro NCAP.
ki so seveda mogoče javnosti najbolj poznani, in to je en tak tipičen potrošniški test, pri katerem pa sodelujejo tudi avtomobilski klubi, nekatere druge organizacije in zavarovalnice. Recimo za en sam avtomobil je treba odšteti več kot 150 000 evrov za testiranje. In tukaj pač je to sodelovanje izjemno pomembno, in mi smo zelo veseli, da smo lahko zraven te druščine, tudi prispevamo svoje izdelke iz Slovenije. Žal pa nam, recimo, bom rekel, naša velikost ali pa finančno stanje ne omogoča, da bi dejansko, bom rekel, pokrili celoten spekter izdelkov, ampak počasi bo pa tudi to prišlo in mislim, da smo kar na dobri poti, da informiramo javnost tudi o tem, kateri izdelki iz Slovenije so kakovostni.